Dobrodošli na oddaji Sprejmi, oddaji, ki govori o smislu življenja, oddaji, ki vam želi približati skrivnosti duhovnega sveta in kako izpolniti svojo duhovno notranjost, da boš vedel, od kje si prišel, zakaj si tu in kam greš. Bistvena vprašanja, na katera človeštvo želi najti odgovor. Tudi za tebe je čas, da jih najdeš, če jih še nisi našel. Torej, danes ne bomo šli na ulice kot na prejšnjih oddajah, ampak si bomo pogledali v studiu, si bomo pogledali s pomočjo prezentacije 4 duhovne zakone. Za vas smo pripravili 4 duhovne zakone, ki odgovarjajo na ključno vprašanje odnosa z Bogom. Kako stopiti v odnos z Bogom? Ko sem leta 1992 sprejel Jezusa v svoje življenje, nisem vedel, kaj delam, vendar sem vedel, da je Jezus živ. Zakaj? Zato, ker sem razmišljal o tem, da bi končal svoje življenje, čeprav mi je bilo samo 20 let. Iskal sem Boga najbolj v vzhodnjaških religijah, v magijah, v raznih mantrah in čakrah in ne vem o čem, vendar ga nisem našel. Karkoli sem verjel, me je po 3 tednih zapustilo. Po 3 tednih sem še vedno čutil praznino v svojem notranjem človeku, ki svetopisno pravi skriti človek srca, notranji človek, duhovni človek. Ti si ustvarjen kot duhovno bitje. Ti nisi kot krava ali pes, ki sta umsko in telesno bitje, ki imata dušo, ampak si duhovno bitje. Tvoja duša je sestavljena iz emocij, iz tvoje volje, iz intelekta. Vendar ti imaš še en del svojega življenja, ki se mu reče duhovni človek. In tvoj duhovni človek hoče živeti. Uživel ga je Jezus Kristus s tem, ko je plačal ceno za greh, ki je smrt. S tem je daroval tebi in meni večno življenje v Jezusu Kristusu. Če to sprejmeš, bo tvoj duh oživel. Torej, spomnim se, ko sem prišel domov, nisem hotel govoriti o tem, kar se mi je zgodilo z Bogom. Nisem hotel govoriti o Jezusu, zato ker smo doma bili neke vrste komunisti oziroma ateisti. Vedel sem, da sem doma že razlagal razne teorije in možnosti in vedno sem na koncu izpadel budala, ker nič od tega ni uspelo. Torej, ko sem sprejel Jezusa v svoje življenje, sem opazil, da celo pot od tega srečanja, na katerem sem sprejel Jezusa, do doma sem imel pol ure poti, nisem preklinjal. Naenkrat sem videl, da je moj duh čist. Naslednji dan sem šel na ulico, kjer sem bil skupino ljudi, ki je prepevala pesmi o Jezusu in so pridigali sredi Prešernovega trga o Jezusu. Bil sem z njimi in potem smo govorili ljudem o osebnem odnosu z Bogom. Meni je bilo nerodno in sem šel za vogal in sem si prižgal cigaret z marihuano. To sem vedno storil, kadar sem imel tremo in tako sem šel na najtežje izpite, da sem najprej nekaj pokadil. Imel sem tudi bend in vedno pred vsakim nastopom sem nekaj moral pokaditi. Tokrat sem storil isto. Šel sem za vogal, prižgal joint in sem se super počutil. Prišel sem dol, začel govoriti z ljudmi, brez sramu, brez strahu. Naenkrat me je Bog prestavil v drugo dimenzijo. Naenkrat sem zaslišal glas v svojem duhu. Ko sprejmaš Jezusa, tvoj duh oživi. Tvoj duh postane živ. Naenkrat v svojem srcu, globoko v svojem srcu, v svoji vesti oziroma v svojem duhu sem zaslišal glas. Ne rabiš več tega. Ta glas je bil močen, prodoren, vendar ni me obsojal. Večina ljudi misli, da jih Bog obsoja za njihove grehe. To ni res. Bog je že plačal ceno za vsak tvoj greh. On te nikoli ne obsoja. Nikoli. Dokler si živ, ima šanso, da prideš k njemu. To je milostni dar, ki ti ga ponuja. Ko boš umrl, bo prepozno. Enkrat, v Hebrejcih 9:27 piše, enkrat je namenjeno človeku živeti in potem pride sodba. Jaz sem prišel iz sodbe v življenje. Prešel sem iz teme v luč, tako da sem sprejel luč, ki mi jo je ponudil Bog. Torej, ko mi je Bog rekel, ne rabiš več tega v mojem srcu, sem naenkrat bil osvobojen. Naenkrat sem bil drug človek. Naenkrat je nek demon zapustil moje življenje. Kot da bi nek zelen demon šel ven iz mene, sem postal osvobojen. Bil sem srečen, presrečen. Začutil sem, kot da bi reke žive vode tekle iz mojega duha. Točno to je Jezus rekel. Tisti, ki bo verjel vame, bo iz njegovega osrčja oziroma trebuha potekle reke žive vode. Postal sem nov človek. Prišel sem domov,
po enem mesecu, starši so me spraševali, Klemen, kaj se ti je zgodilo? Vemo, da to je nekaj dobrega, vemo, da to je več kot neka punca nova ali ne vem kaj. Kaj se ti je zgodilo? Povej, kaj se ti je zgodilo? In nisem hotel povedati, zato ker sem se bal, da bojo vse skupaj vrgli v isti koš z vsemi drugimi smetmi, ki sem jih govoril leta in leta. Torej, usedli smo se za kuhinjsko mizo in oče rekel, nikamor ne greš, dokler ne poveš, kaj se ti je zgodilo. Zakaj? Čemu taka sprememba? Kako to, da sem kar naenkrat začel objemati svojega očeta in mamo, posesal stanovanje brez problema, odnesel dol smeti, ne da bi se, ne vem, razburjal in ne vem kaj. Zakaj naenkrat sem začel ljubiti svoje starše? Zakaj naenkrat sem začel hoditi v ljubezni, v potrpežljivosti? Zakaj je bil sad mojega življenja tako drugačen? Zato, ker sem sprejel Jezusa. Z dobrimi deli si nihče ne bo zaslužil odrešenja. Sveto pismo pravi, da vsa naša dobra dela so kot umazane cunje pred Bogom, ampak moramo sprejeti dar, ki nam ga je Bog dal v Jezusu Kristusu. Ko pa sprejmeš dar, boš opazil, da bo tvoje življenje drugačno. Naenkrat bo Bog začel delovati, čutiti čez tebe. Naenkrat bo vsako sovraštvo odpadlo od tebe. Sveto pismo pravi, kdor sovraži, ne more reči, da pozna Boga. Bog je ljubezen. Kako veš, kaj je ljubezen? Ljubezen ni emocija, ljubezen je neka odločitev, kaj je nekdo naredil zate. Če hočeš videti, kdo te ima rad, poglej, kaj je storil zate. Bog te ljubi. To je prvi zakon. Poglejmo si. Se pravi, na eni strani imamo Bog je svet, spodaj vidimo človek je grešen. Grešen človek, puščice uprizarjajo dobra dela človeka. Človek hoče priti do Boga. Hoče se ga dotakniti, hoče ga spoznati, ustvari si religijo, ustvari si dobra dela, ustvari si zakone, ki naj bi jih izpolnjeval. Vendar vsa ta dela, vsi njegovi napori, da bi prišel do Boga, so neplodni. Še vedno je sam, še vedno je v srcu osamljen, še vedno je njegovo srce prazno. Zakaj? Zato, ker Bog je svet in človek je grešen. Med njima je prepad, ki ga je nemogoče premostiti z dobrimi deli, z vsemi napori, filozofijami, s čimarkoli. Bog ljubi človeka. Bog ljubi človeka bolj kot vse stvarstvo. Bog je tako ljubil ta svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se nihče ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, ampak ima večno življenje. Torej, puščica, v naslednjem slajdu vidimo, puščica gre od Boga do človeka. To je drugače kot vsaka religija. Vsaka religija gre puščica od človeka, človek se steguje k Bogu. Kako je Bog ustvaril človeka? Bog je prišel dol, ustvaril človeka, človek je zgrešil, zamočil, šel svojo pot brez Boga, se uprl Bogu in čez Mojzesa je človek dobil zakone, da je sploh videl, kaj je prav, kaj je narobe. Ne ubijaj, ne kradi, ne laži. Vse te stvari Jezus rekel so vključene v en stavek. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso močjo, z vsem umom in svojega bližnjega kot samega sebe. To vključuje vse zapovedi. Se pravi, človek po svojih dobrih delih ni mogel priti do Boga. Mojzes je bil samo začasno, dokler ni prišel Kristus. Kristus je izpolnil postavo. Brezgrešen človek, nikoli grešil, skušan v vsem kot mi, izpolnil postavo. Končal s tem, da je žrtvoval svoje življenje za nas in tukaj vidimo križ in na njemu piše Jezus. Ta križ je zdaj prazen, ker tretji dan je Jezus vstal od mrtvih. Jezus je premostil prepad med svetim Bogom in grešnim človekom. Človek in Bog, Jezus Kristus, je plačal ceno zame in zate, da lahko prideva nazaj k Bogu. Premostil je prepad, ki ga nobena religija, nobeno najno dobro delo ne more premostiti. V tem je Jezus drugačen od religije. V mojem in tvojem življenju midva vladava v svojem življenju. Midva sediva na prestolu svojega srca. Vse te točke okrog stola uprizarjajo zmedo v najnem življenju, stvari, ki jih poskušava urejati. Ukvarjava se z raznimi stvarmi, hočeva narediti red v svojem življenju. Jaz se spomnim, dostikrat ko sem hodil v srednjo šolo, preden sem poznal Jezusa, sem rekel, danes naprej bom pa drug človek. Od danes naprej se bom pa zresnil.
Od danes naprej me bojo pa ljudje cenili, ljudje me bojo začeli spoštovati, kaj bojo videli, Klemen je drugačen človek, Klemen je resen, moder, ne vem, spoštovanja vreden. Vse to je trajalo mogoče 1 uro, 2 uri, 3. uro sem bil že isti človek, kot prejšnji dan. Spet sem delal neumnosti, rekel kaj norga, naredil kaj neumnega in spet je bil samo smeh. Torej, človek, ne glede na to, koliko se trudi, da bi uredil svoje življenje, ga ne more urediti. Zakaj? Človek ne ve, kaj se mu bo zgodilo jutri. Ne ve, kaj ga čaka za vogalom. Lahko celo umre. Kaj so vsa tvoja prizadevanja, če jih ne moreš rešiti? Tukaj v tem diagramu vidimo, da je Kristus izven življenja človeka. Človek vlada samemu sebi. Prvi greh človeka je bil, da je odstranil Boga iz svojega življenja. To je greh, da se odločiš, da boš sam vladal in sam živel svoje življenje brez Boga. Stvarstvo se je uprlo stvarniku. Ti, ki te je Bog ustvaril z namenom, si Boga dal ven iz svojega življenja. Kaj se zgodi? Prepuščen si samemu sebi. Nisi več pod Božjo zaščito. Ljudje se sprašujejo, kako to, da je toliko problemov na svetu, če je Bog dober. Je zato, ker imaš svobodno voljo. Ti imaš svobodno voljo. Lahko greš svojo svobodno voljo direkt v pekel. Bog te ne more ustaviti. Ti si lahko vzameš življenje, Bog te ne more ustaviti. Ti lahko greš in prevaraš svojo ženo, Bog te ne more ustaviti. Zakaj? Zato, ker ti je dal svobodno voljo. Ti sam sediš na prestolu svojega srca. To ni v redu. Temu se reče neodvisnost od Boga. Prvi greh človeka. Prvi greh Adama in Eve. Hotela sta biti neodvisna. Hotela sta sama vedeti, kaj je prav, kaj je narobe, se sama odločati o teh življenjskih vprašanjih. Bog pa ti da rešitev v Jezusu Kristusu. Drugi krog. Vidimo, da so točke urejene, skladne. Jaz sem stopil s prestola svojega življenja in sem povabil Jezusa na prestol svojega življenja. Kaj se zgodi, ko zaupam prestol Jezusu? To je isto, kot da sem sedel na sedež sovoznika in pustim, da Jezus upravlja moj avto. Pustim mu, da on vodi moje življenje. Jaz sedim, opazujem in živim z njim, kamorkoli on hoče, tja greva. Ne živim več sam, ampak je Kristus v meni. Torej, če bi rad sprejel danes rešitev, če bi rad stopil v osebni odnos z Bogom, prva stvar, ki je, predaj mu svoje življenje, vstopi v Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je večje od tega kraljestva, tega sveta. Božje kraljestvo je večno. Vse, kar je nastalo iz tega, kar se ne vidi, iz Božjega kraljestva. Vse, kar danes vidimo, bo nek dan uničeno. Tvoja hiša, tvoj avto, vse propada, tvoje telo propada. Vendar tvoj duh bo živel večno. Danes se lahko odločiš, da bo živel z Bogom, da bo živel večno z njim in lahko začneš odnos z Bogom. Kako to storiti? Enostavno. Sveto pismo pravi, če v srcu veruješ in ga z usti priznaš za svojega gospodarja, boš odrešen. Se pravi, ti veruješ, odločiš se, da boš verjel, da je Bog pripravil ceno zate. Kot smo videli v temle slajdu, Jezus je prišel na zemljo kot rešitev, da premosti prepad med Bogom in človekom. Ni prišel ustvariti cerkve, religije, obredov. Prišel je premostiti prepad. Prišel je plačati ceno za greh človeka. Prišel je plačati ceno, da sva jaz in ti lahko zdaj z Bogom, da lahko stopva nazaj v osebni odnos z Bogom, tako kot sta ga imela Adam in Eva, preden sta grešila. Torej, danes te vabim, da sprejmeš Jezusa na prestol svojega življenja. Če to lahko narediš, tako da izgovoriš to svojimi usti. V srcu verjameš, z usti izgovoriš. To je molitev. Molitev ni, Oče naš, ki si v nebesih, sveto bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo. To ni molitev. To je religiozno ponavljanje besed. Jezus je rekel, ko molite, ne kar nekaj blebetati. Ne misli, da boste uslišali in stokaj veliko govorite, ampak pejte v svojo sobo, zapri vrata za sabo in pridi k svojemu očetu. Ti, ko prideš Bogu, ti ne prideš k enemu strašnemu bitju z 10 rokam ali pa bitju, ki ima 2 roke pa bejzbol palco in čaka, kdaj te bo udaril, če kaj narediš narobe. Ne. On je udaril svojega sina. Njegov sin je plačal ceno zate, da si ti lahko svoboden, da ti danes lahko svobodno prideš Bogu. Bog, ki tebe gleda, vidi svojega otroka, ki je izgubljen. On vidi otroka, ki ga ljubi in hoče, da pride nazaj k njemu. Danes lahko skupaj za mano ponavljaš tele besede, ki naj bojo tvoja osebna molitev v tvojem srcu. Ampak ponavljaj jih z mano,
te bom vodil v tej molitvi. In rekla bo nekaj tazga, Jezus, predajam ti prestol svojega srca. Verjamem, da si ti plačal ceno za moje grehe in od danes naprej te sprejemam, da si ti moj gospodar, da si ti moj Gospod. Od danes naprej sem Božji otrok in ti vodiš moje življenje. Nekaj tazga. In če boš to v svojem srcu molil, bo Kristus isti trenutek prišel v tvoje življenje. In isti trenutek boš lahko začel novo življenje z Bogom. Zapri oči, tam kjerkoli si. Predstavljaj si, da te Bog posluša in enostavno mu reči za mano skupaj. Jezus, rabim te. Jezus, vabim te na prestol svojega srca. Verjamem, da si ti umrl na križu za moje grehe. Verjamem, da si danes živ. Zdaj te sprejemam za svojega gospodarja. Sprejemam te za svojega Gospoda in rešitelja. Od zdaj naprej sem tvoj otrok. Amen. Haleluja. Čestitam. Bravo. Vesel sem, da si sprejel Jezusa. To je največja odločitev, ki jo lahko človek stori, je da preda svoje življenje Jezusu. Od danes naprej lahko slediš Jezusu vsak dan. On je v tebi zdaj, on ti bo govoril, on te bo vodil. In zdaj si poglej, kaj se zgodi jutri zjutraj, recimo, da se ne boš dobro počutil. Se boš počutil, da si največji grešnik. Mogoče se boš počutil, da nisi dober za Boga. Gremo si pogledati. Kot lokomotivo vodi vagon za lokomotivo, v katerem je premog, ki ga dajemo noter, da ustvarja energijo, ki vodi cel vagon s potniki na 3. mestu, isto mi. Ne moramo dati vagona s potniki pred lokomotivo. Isto tako, najprej je dejstvo. Dejstvo je, da te Bog ljubi. Dejstvo je, da je Kristus plačal ceno za tvoje grehe. Dejstvo je, da si sprejel Jezusa. Dejstvo je, da si postal Božji otrok. In v to veruj. Na drugo mesto damo vero. Vera ni slepa. To ne obstaja. Slepa vera. Ljudje pravijo, ti si toliko šibek, da rabaš neko berglo, na katero se zanašaš. To je neka slepa vera. Sploh ne veš, zakaj gre, ampak samo veruješ. Ni res. Jaz verjamem v zgodovinska dejstva. Jaz verjamem v dejstva, ki so se resnično zgodila. In še več od tega. Verjamem, da Bog po moji veri zdaj deluje naprej v mojem življenju. Ni samo nekaj izpred 2000 let, ampak danes živi in deluje, ozdravlja, osvobaja ljudi. Torej, vero daš na drugo mesto. V Hebrejcih 11:6 piše, brez vere ne moremo biti Bogu všeč. Ljudje mislijo, da če dovolj trpijo, se bičajo, klečijo po kolenih, opravljajo religiozna dela in ne vem, kaj vse naredijo s svojim telesom v mesu, da bi nekako zaslužili si to naklonjenost Boga, potem jih bo Bog uslišal. Jaz sem včasih jokal pred Bogom in stokal in nergal in prosjačil in sem mislil, zdaj pa Bog vidi, da ne morem več brez njega. Zdaj pa Bog vidi, da me more uslišati. Ni res. Bog te bo slišal, kadar mu verjameš. Vera pripelje nevidni svet v vidni svet. Bog je že vse naredil zate. On ti je odpustil vse grehe, ki jih bo šele čez 3 leta naredil. Ti je že odpustil, je že plačal ceno na križu zate. Bog je ozdravil vse tvoje bolezni, odnesel vse tvoje osamljenosti, odnesel vsako depresijo, vsa tvoja preklica, vse je že plačal ceno. Danes, kar v tebe pričakuje, da mu verjameš, da prideš njemu, karkoli ga prosiš, se mu začneš zahvaljevati v veri. Hvala, da si mi dal. Hvala ti jaz, da karkoli te prosim, mi daš. Hvala ti, seveda, če sem prosil po njegovi volji, ne moram prositi za neumnost. Lahko pa prosim za to, ker je on plačal na križu zame. On je plačal za tvoj greh, plačal je za tvojo bolezen, plačal je za tvojo depresijo, plačal je za tvojo osamljenost, plačal je za tvoje prekletstvo. Pridi k njemu in reči, Jezus, v srcu verujem, tako kot si sprejel Jezusa, s srcem verujemo in z usti izpovedujemo, da lahko to dobimo. Se pravi, občutek je na 3. mestu. To je kot vagon s potniki. Tvoja občutja bojo mešana. En dan se boš počutil, da si najboljši vernik, drug dan se boš počutil, da si najslabši vernik. Ti si Božji otrok, ne glede na to, kako se počutiš. Tvoja občutja so kot podivjan konj, moraš jih ukrotiti. Tvoja občutja bojo vedno sledila tvoji najmočnejši misli. To, kar ti razmišljaš, tako se boš počutil. Če narobe razmišljaš, se boš narobe počutil. Če bi ti jaz zdaj rekel, mama ti je umrla,
pa bi se zlagal, ampak mi ti verjameš, se boš ful slabo počutil, brez veze, ker tvoja mama je živa, recimo. Isto je s tvojimi občuti. Na svoje občutja se ne moreš zanašati. Veliko ljudi pravi, da dela to, kar čuti. Jaz ne delam to, kar čutim, zato ker včasih narobe čutim, zato ker narobe razmišljam. Jaz moram prav razmišljati in delati to, kar vem, da je prav, če se prav počutim ali narobe. In eventualno na koncev se bojo moja čustva se bojo naučila prav počutiti. Tako kot konj, ki ga zdresiraš, najprej podivjan, na koncu ti sledi. Lahko zdresiraš vsakega konja, isto svoje občutja zdresiri. Tok v novem življenju z Bogom, ki so povezana z vero v dejstva in tvoje občutja morajo slediti. Se pravi, sprejel si Jezusa. On je zdaj v tvojem življenju. Kako zdaj naprej? Verjem v dejstva. V Svetem pismu imaš dejstva. To je Božja beseda dana za tebe. Nekje piše, da je Bog rekel, moje ljudstvo propada zaradi nevednosti, zaradi neznanja oziroma ignorance. Večina ljudi je ignorantna do tega, kaj je Bog zapisal v svoji zavezi s tabo. Tukaj notri imaš novo in staro zavezo. Začni z novo zavezo. Zaveza pomeni, da si dedič nečesa. Ti si podedoval večno življenje. Podedoval si Božji načrt za svoje življenje. Začni z Janezovim evangelijom in ga začni brati. Povab Svetega Duha, da te vodi. In potem pa id naprej. Preber novo zavezo. Govor z Bogom. Mogoče eno poglavje na dan. Mogoče preden greš od doma, namesto da greš samo na kavo, bereš časopis in v službo ali v šolo, začni z Bogom svoj dan. Predaj mu svoje življenje. Začni moliti za svojo družino, da bo Bog prišel v njihovo življenje. Ko sta me mati in oče usedla za mizo v kuhinji, naj jima povem, kaj se je zgodilo, da zdaj pa moram povedati. Po en mesec nisem nič povedal doma. In zdaj pa moraš povedati, kaj se ti zgodi. Zakaj? Ker videli so spremenjeno življenje. Ljudje bojo videli, da si drugačen. In daj jim odgovor. Povej jim. In potem sem povedal, da sem sprejel Jezusa. Povedal sem jima, da je Jezus živ. Usta sta imela naenkrat dol do popka in bila sta brez besed. Vendar, par let kasneje sta tudi onedva sprejela Jezusa. Ne bo ti žal, če boš sledil Jezusu. Verjem. Ljudje te bojo opazovali, gledali bo tvoje življenje, ampak ti postaneš najbolj srečen človek na svetu. Zato ohrani, neguj odnos z Bogom. Bo tu v njegovi besedi. Ber njegovo besedo. To je prva stvar. Druga stvar, pogovarji se z njim. Molitev ni nič drugega kot pogovor z Bogom. Neguj odnos z njim. Govor mu. Ne samo jamrati. Ne imeti samo shopping liste, ampak govor z njim vse stvari in potem čaki in posluši njegov glas. Posluši, da te on izpolnjuje svojim duhom. V njegovi prisotnosti je obilje radosti, piše. Ljudje, ki se z Bogom družijo, morajo znak, da se družiš z Bogom, je, da si vesel. Zakaj? Zato, ker v njegovi prisotnosti je obilica radosti. Ne moliti na pamet naučene molitve, ne drdrati isto stvar. Zakaj? A bi bilo tebi všeč? Če bi tvoj prijatelj prišel k tebi in bi samo nekaj na pamet ti govoril in ponavljal isto in isto. Ne, ti bi mislil, da te ima za idiota. Zakaj ti je 10krat isto stvar zdaj povedal? Zakaj bi molil 10 oče našel? A te Bog ni prvič slišal? Ne, ti govor z Bogom. Tako, kot z najboljšim prijateljem. Prijateljem, ki hoče samo najboljše stvari zate. Kako sprejmaš stvari od njega? So stvari, ki jih moraš sprejeti. Obstaja več vrst molitev. Ena od molitev je prošnja. Tudi prošnja ni napačna, vendar prošnjo vedno končaj z zahvaljevanjem. Mogoče ga pros 10%, 90% se mu zahvaljuj, ga slaviš, obožuješ, poj mu pesmi, govor z njim, hvala ti Bog za vsako stvar, dvigaj svoje roke in mu daj slavo, predaj mu svoje bremena. Naslednja stvar, se pravi, si v njegovi besedi, si v molitvi, to pomeni, da se družiš z Bogom. Naslednja stvar, povej ljudem, pričuj o Jezusu, govor, kaj je naredil zate. Povej ljudem za svoje upanje in najdu boš ljudi, ki bojo istega mnenja, najdu boš lačne ljudi, žejne ljudi resnice, ljudi, ki hrpenijo po Bogu in moraš jim to dati naprej. Četrta stvar, zadnja stvar, ki bo danes povedal, najti skupnost ljudi, ki slavi Boga. Najti ljudi, ki niso samo eni religiozni ljudje, ki hodijo po enih obredih, ampak najti ljudi, ki se družijo z Bogom, ki jim je Bog vsakdanjik,
ki je Bog del njihovega življenja. Zato najti eno živo skupnost ljudi, kjer ljudje res slavijo Jezusa. In v Sloveniji jih imaš kar nekaj. Tako da verjamem, da boš tudi v svojem kraju lahko najdel tako skupnost ljudi. Sveto pismo pravi, ne opuščati bogoslužij oziroma srečanj vaših skupnih. Zakaj? Zato, ker eno poleno, če ga daš ven iz ognja, lahko ugasne. Če je not v ognju, gori super. Druga stvar, cerkev. Kaj je to cerkev? Cerkev ni ena zgradba s cegli in zvonci, to sploh ni cerkev. Cerkev je kjerkoli sta dva ali trije v mojem imenu, Jezus rekel, tam sem jaz sredi med njimi. In karkoli me prosijo, se bo zgodilo. Se pravi, dosti je, da imaš 2-3 ljudi, ki isto verjamejo v Jezusa, kot ti, to je že cerkev. Cerkev v bistvu je telo Jezusa Kristusa. On je glava in mi smo njegovi udje in drugemu pomagamo, drug za drugega skrbimo, drug za drugega molimo in skupaj rastamo v Bogu. Zato je upanje za ta narod. Jaz verjamem, da bo Bog res blagoslovil Slovenijo z ljudmi, ki poznajo Boga. Verjamem, da bolezen bo šla stran, greh bo šel stran, verjamem, da bo prišle nove stvari. Veruj danes v Boga. Veruj, da ima dober načrt zate. Že prerok Jeremija v 11. poglavju, 29. vrstici je rekel, tako govori Gospod, poznam misli, ki jih imam za vas. Misli o sreči in prosperiteti, ne o nadlogi, imam misli o srečnem koncu in upanju. Se pravi, Bog ni načrtoval nobenega poraza zate. Bog te ljubi in ima dober načrt za tvoje življenje. Do naslednjič. Bod blagoslovljen in uživite, kjerkoli ste z Jezusom. Nasvidenje.